No, to, kar je pomembno za Slovenijo ta hip je, da Slovenija kar dobro izkorišča vse možnosti, ki jih ta Erasmus Plus nudi, zlasti pri izmenjavi študentov, dijakov, učiteljev, tudi mladine. Tako da Slovenija je tukaj med bolj uspešnimi, bolj agilnimi. Pomembno pa je še povedati to, da je to edini program Evropske unije, ki je dobil več proračunskih sredstev v tej finančni perspektivi in to za 40% več in da bodo seveda tudi potencijali Slovenije bistveno večji oziroma bodo lahko dijaki in študenti pridom izkoriščali vse to. Kaj menite, da dijaki in študenti pridobijo s temi programi, da se izmenjujejo, da hodijo pravzaprav v druge države ali pa obratno? Veliko. Predvsem dobivajo znanje, izkušnje, veščine določene, zlasti na področju poklicnega izobraževanja gre bolj za delovno prakso in pridobivanje veščin. Na področju Erasmusa, klasičnega študentske izmenjave pa seveda gre tudi za študijske obveznosti, ki jih morajo študente opraviti. In več ali manj tudi opravljajo. Res je, da se srečujejo še z določenimi državami, ki so povezane z prenizkimi štipendijami. Seveda bi vsi želeli, da bi bile štipendije tako velike, da bi se lahko vsak s njo plačal stroške bivanja tam, kamorkoli pač gre v tujino, vendar v praksi temu ni tako. Nekatere šole oziroma tisti, ki pošiljajo študente ven, bi želeli, da pošljajo čim več dijakov ven, pa seveda so sorazmerno temu manjše štipendije. Zlasti je problem v zahodni Evropi, kjer študentje ne morejo štipendijo preživeti in potrebujejo še dodatne vire. No, v zadnjem času se finančna sredstva za sam program Erasmus Plus niso povečala, nekako obljubljate, da lahko šolam obljubiva, da se sedaj bodo? Ja, res je, v tej finančni perspektivi 14-20 se je povečal proračun za 40%, ampak povečanje se še ne pozna v prvi 2 leti, ko ste sami pravilno ugotovili. Šele naslednje leto bo znesek torej večji, leto 18, 19, 20 pa še višji, tako da se bo strmo dvigal in seveda s tem se bodo povečali tudi potencijali in možnosti, da mladi odidejo v tujino. No, v Ljubljani bo v tem tednu ali v naslednjem tednu ena posebna konferenca, na kateri boste spregovorili tudi vi. Ja, skupaj z komisarjem Navračičem. Tibor Navračič je komisar za izobraževanje, kulturo, mladinsko politiko, šport. Spomladi sem ga povabil v Slovenijo, da spregovorimo o tem, kako Erasmus Plus deluje, funkcionira v praksi. Že danes lahko rečem, da je ocena pozitivna, da bo tudi komisar Navračič v Ljubljani predstavil ta projekt kot neko zgodbo o uspehu in seveda vsi skupaj si želimo, da bi to nadaljevali. To se mi zdi najboljša naložba v prihodnost Evropske unije, če financiramo študijsko in delovno izmenjavo mladih. V sami Evropski uniji se pojavljajo številna vprašanja in velikokrat tudi slišimo, glede na to, da sedaj Velika Britanija izstopa, ali Evropska unija v prihodnjem da ali ne. Kaj menite vi? Jaz sem prepričan, da in tudi to, kar se je zgodilo z Brexitom, bi večina Britancev želela ponovno glasovati in sicer tako, da bi Britanija ostala znotraj Evropske unije. Vendar to, kar se je zgodilo, jaz mislim celo, da ni vplivalo zaradi posledic, ki bo tudi Britanija doživela, da to ne vpliva pozitivno na rast protievropske razpoloženja, ampak ravno nasprotno, da se bo evropska dimenzija pri ljudeh še povečala, predvsem zaradi tega, ker bodo spoznali, da izstopi niso rešitev, ampak prej gre za škodo državljanov. Postal bi lahko problem, če bi Francija izstopila iz Evropske unije, potem bi se mi lahko pač zamislili, kaj v bodoče, katera država bo tista, ki nas bo. Res je, če bi Francija se odločila tudi za izstopitev, potem bi bila zgodba bistveno drugačna, ampak jaz sem prepričan, da se ne bo. Pri Francozih je ta evropska dimenzija, evropska identiteta veliko bolj izražena, kot je bila pri Britancih, tako da neke velike nevarnosti ni. Če bi se pa seveda to zgodilo, da bi Evropska unija razpadla, pa seveda bomo kratko potegnili mali narodi, male države, ki se težko same vzdržujejo in pa same branijo in v tem primeru bi dejansko padli pod določene geostrateške sfere in to ne bi bilo dobro za Slovenijo. Kako pa se Evropa bori proti terorizmu? Kot vemo, v zadnjem času
so ti teroristični napadi zelo pogosti. Če se spomnim, 14. julija je v Franciji, v Nici, kar bil tudi teroristični napad. Res je, ta napad še me je posebej presenetil oziroma tukaj neprijetno presenetil, ker sem bil nekaj dni prej tam na istem mestu, kot se je to zgodilo. Evropska unija oziroma članice Evropske unije bodo morali veliko bolj sodelovati v boju proti terorizmu. Predvsem je nujno, da se izmenjavajo ustrezne podatke, ki bi lahko preprečile teroristična dejanja. In če bi to delovalo bolje, potem bi lahko preprečili marsikatero teroristično dejanje, ki se je že zgodilo. Jaz upam, da bo ta zavest, to vedenje tega dejstva, pomembnega dejstva, prepričalo obveščevalne službe v evropskih državah, da bodo bolj sodelovale in bolj učinkovito izmenjavale podatkov. To pa je seveda podlaga za boj proti terorizmu.